vprašam mogoče, če imate kakšen podton, da na strankarski ravni, da vi trije tukaj skupaj sedite? Torej, teh podtonov ni, no, mislim, da je reči to, da je pač, jaz nastopam kot predsednik državnega zbora, kot Grem Golobič kot minister in seveda Janez Potočnik kot evropski komisar za znanost in raziskave. In to je vse. To je edina veliko naša politična zadeva danes. Danes, v prihodnje pa ne izključujemo še kako? V prihodnje lahko izključujete igranje odbojke, igranje košarke, ne igranje ničesar. Skratka, vse lahko pričakujete še od nas. Na športnem in drugih področjih. Mnogi vidijo gospod Plošnik kot nekakšnega novega Janeza Drnovška, ki bi mogoče lahko, tudi če se kdaj vlada zamenja, tudi če kdaj kakšno stranko gre iz vlade, mogoče celo zamenjal Boruta Pahorja. Govorice so se veste o tem, da pač ga mnogi tako vidijo, tudi nagovarjajo, kako vidite. To so hipotetične razmišljanja, nikakor niso brez soli, ko gre za kvalificiranost Janeza Potočnika, vendar težko komentiram hipotetične govorice. Ja, jaz sem že parkrat javno povedal, da je moja prva prioriteta, da bi nadaljeval z delom v komisiji in veste, ko ste v evropskem prostoru, rabite kar precej časa, da ga razumete, tako komisijo kot tudi širši evropski prostor in morda še več časa, da si pridobite tisto nujno zaupanje, ki ga potrebujete za uspešno delo. Jaz sem dolgo časa kolebal, ali bi dejansko, ali je zame smiselno, ker delo je dejansko kar precej naporno, ampak zdaj sem se dokončno odločil, seveda pa končno odločitev ni samo v mojih rokah, ampak je seveda tudi v rokah vlade in pa seveda tudi v rokah bodočega predsednika komisije. Ga vi vidite kot novega Janeza Drnovška, na primer, in kot prihodnosti? Janez Drnovšek je bil Janez Drnovšek in Janez Potočnik je Janez Potočnik, ne bi to vlekel paralelo. Kot možnega predsednika vlade bodočega? No, gledajte, vsi, ki so v politiki dejavni, resno dejavni, z neko dolgoročno ambicijo, slejko prej pretendirajo lahko tudi za mesto predsednika vlade, ampak spet, v tem konkretnem primeru govorimo o hipotetičnih scenarijih, ne o nečem, kar bi bilo aktualno. Poglejte, ob kritikah te vlade, ki se pojavljajo in kritika se letijo na predsednika vlade, se mnogokrat pojavlja tudi vaše ime v govoricah, češ da bi vi boljši predsednik vlade kot Borut Pahor. Ali če se kakorkoli zgodi, da Borut Pahor ne bi več predsednik vlade, bi vi bili pripravljeni prevzeti to funkcijo? To so taka hipotetična vprašanja in taka ugibanja, da je popolnoma nesmiselno na nje odgovarjati. Jaz mislim, da tisto, kar je bistveno, je, da gospod predsednik vlade in vlada opravi svoje delo korektno in čim bolje. Mislim, da ga delajo dobro. Jaz pa opravim svoje delo v Bruslju čim bolje za dobro celotne Evropske unije in konec koncev tudi Slovenije. Pa vas je kdo konkretno vprašal, če bi mogoče bili pripravljeni prevzeti? Ne, mislim, da so to tako hipotetične stvari, da se tudi v najbolj takih sanjah se o njih ne pogovarja. To vprašanje vam ne morem takih odgovoriti kategorično. Skratka, vi ga vidite kot še naprej kot evropskega komisarja, tako se vidi tudi sam, ampak če ga Pahor ne bo predlagal, če vas razumem, potem je ta možnost. Poglejte, on je svoje razmišljanje predstavil javno, dopustil je tudi možnost, da bi kandidiral na evropskih volitvah. Ta hip je, pravzaprav, to edina dejstva. Jaz k temu nimam kaj dodati, razen temu, da se kot stranka pripravljamo na nastop na evropskih volitvah, da jih razumemo zelo resno, da jih razumemo vsebinsko, da želimo vplivati na oblikovanje evropskih politik tudi v Evropskem parlamentu in kako se bomo ekipirali v tem kontekstu je stvar prihodnjih tednov in mesecev. Se pravi, še dopuščate možnost, če predsednik vlade, kar sicer ni zelo verjetno, ker je že napovedal, da vas bo verjetno predlagal po vsej verjetnosti, da se odločite in stopite v slovensko notranjo politiko, če vas vlada ne... Zaenkrat o tem ne razmišljam, ampak vsak človek si seveda mora pustiti opcije odprte, kaj pa drugega konec koncev moramo v tem času in prostoru, kjer smo živeti naprej. Pa imate že kakšno zagotovilo predsednika vlade Boruta Pahorja? Mislim, da je prezgodaj o tem govoriti in pustimo čas v čas. Je vaš generalni sekretar, gospod Biščak, malce preuranil s to izjavo včeraj za komercialno Pop TV, v kateri je dopuščal vse možnosti, tudi razpad koalicije, nastanek nove koalicije. Ste ga malce po ušesih zaradi te izjave? Ne, če ste pozorno poslušali njegovo izjavo, ali pa če pogledate, kako je povzela STA, ni izjave nič takega. To je bilo pač, se mi zdi, nek pogled, pravzaprav,
medija, ki je videl več, kot je bilo v izjavah razbrati. Vse možnosti so vedno odprte. Nenazadnje koalicijski sporazum predvideva možnost izstopa. To ni, ne bi se želel vračati v razpravo o tem, ali je pravica do samoodločbe kot v stari Jugoslaviji bila konzumirana ali je ostaja trajno izvorno. Jasno je, vsaka stranka suvereno vstopi, lahko suvereno izstopi na podlagi resnih premislekov, o čemer sem prej govoril, in on ni rekel nič drugega, kot konstatiral to osnovno dejstvo. Vsaka stranka v vsakem trenutku presoja vse vidike izpolnjevanja svojih obljub, svojega programa in tudi pričakovanj, ki so jih volivci na volitvah v zvezi z njo izrekli. Tako da mi bomo svojo analizo teh 100 dni naredili, jo pripravljamo, jaz sem jo napovedal že decembra meseca in pravi, da to naredi vsaka stranka, in dal sem tudi pobudo, da bi koalicija skupaj z vsemi poslankami in poslanci in vodstvom strank se po 100 dneh sestali in da bi skupno ocenili, kako naprej. Ali vam je še vedno najbližje nekako politično-liberalna stranka Zares? To prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kako vi vidite delovanje vlade za korupcijane? Vemo, da je prvi 100 dni vlade mimo, da so bile nekatere težave, kako vi to vidite? Načeloma ne komentiramo delovanja vlade, kot veste, Evropska komisija tega preprosto ne počne in mislim, da je tako tudi prav. Jaz lahko seveda komentiram vprašanja, ki so povezana, kaj so naredili na področju znanosti in raziskav. Zdi se mi, da je predlog, ki so ga dali pri rebalansu proračuna, da se povečajo tudi sredstva za znanost in raziskave, pravilen, da to pomeni razumevanje tega, kaj mora država in vlada početi v času, ko je padla v ekonomsko in finančno krizo. Izkušnje nas učijo, da v takih trenutkih podjetja zelo verjetno znižajo svoje investicije v znanost in raziskave in takrat morajo vstopiti v večji meri javna sredstva. Namreč samo tiste države, ki se dejansko v tovrstnem času dobro pripravijo, da bodo močne išle iz krize, so tiste, ki bodo uspešno konkurirale, ko bo krize konec, in ki bodo seveda tudi dobro pripravljene za vse te globalne izzive, ki so pred nami. In vsi vemo, da krize bo nekoč konec. In zato je zelo dobro, ko se soočamo z kratkoročnimi ukrepi, ko se soočamo z tem, da spodbujamo povpraševanje, da spodbujamo investicije, da tudi razmislimo o tem, kakšno povpraševanje in kakšne investicije. In to dolgoročno razmišljanje pri tem, ko se nekdo ukvarja z kratkoročnimi problemi, ki so hudi, je seveda zame izjemno pomembna stvar. Samo sekundo. Oprostite, zanima me še nekaj drugega. Je Borut Pahor še vedno vreden zaupanja stranke Zares za vodenje vlade? Stranka Zares ni vložila nobene nezaupnice, ni v nobenem smislu odrekla mu zaupanja, ki mi ga je podelila tudi s svojimi glasovi poslank in poslancev v državnem zboru. Smo aktivni član koalicije, smo kritičen in samokritičen, upam, da tudi člen koalicije. In bom rekel, tega dialoga, ki poteka, in mislim, da je neka kvaliteta, ki odlikuje to zvezo strank v sedanji koaliciji v primerjavi z prejšnjo, naprimer, ki je bilo narobe razumevati kot odrekanje neke temeljnega zaupanja ali pa pripoznavanja volilnih izidov in mandatov, ki iz tega sledijo. Kaj pa politična opcija, ki vam je najbližje? Jaz sem tudi to že večkrat povedal, da v Bruslju sodelujem z ALDE, to je Združenje liberalcev in demokratov. Zdi se mi, da zato, ker so mi pač po pogledu na življenje najbližje, logično je, da so mi po pogledu najbližje tudi liberalno usmerjene opcije v Sloveniji in sem pa seveda odprt za sodelovanje z vsemi političnimi strankami, konec koncev to je tudi nujno, da je funkcija komisarja. Ali bi vi lahko prepričate Janeza Potočnika, da bo nosilec liste Zaresa za evropske volitve? Ali je sploh to še možno? Poglejte, tu ne gre za prepričevanje, tu gre za neko najprej individualno, potem pa skupno oceno, kaj je v nekem trenutku optimalno. In rekel, mi bomo svojo listo v dobrem mesecu dni oblikovali. Takšna je trenutna časovnica pravzaprav znotraj stranke, evidentiranje se je 7. marca zaključilo, niti sam še nimam pogleda v to, kdo vse je bil evidentiran. Komisar namreč ni niti nekdo, ki bi moral delovati po strankarskem načelu, niti nekdo, ki bi moral delovati po nacionalnem načelu, ampak moramo delovati predvsem v dobro Evropske unije kot celote in na ta način seveda tudi v dobro strank in v dobro posameznih držav, seveda tudi Slovenije. Tako da tako stališče ohranjam. Z vlado imamo
jaz mislim, da izvrstno sodelovanje, konec koncev lahko mirne duše rečem, da sem tudi s prejšnjo vlado zelo dobro sodeloval, tako da to je zame stvar politične kulture in tako politično kulturo mislim, da je treba gojiti tudi v bodoče. Janez Potočnik, prepričevanje. Kot sem rekel, ali sploh gre za prepričevanje? Prepričevanje nikoli, rekel, ni način, kako sestaviti kvalitetno kandidatno listo, še posebej, ko gre za prvokategornike. Tu mora biti interes obojestranski, tu mora biti prepričanost o tem, kaj je prava odločitev v nekem trenutku, nedvoumna in na vseh straneh prisotna, preden se sploh začneš o čemerkoli pogovarjati. Tako da tukaj gre za neko hipotetično razmišljanje ta trenutek, ki mu ni kaj dodati. Se pravi, prepričevanja ni. Ali je? Ne, prepričevanja ni nikoli bilo na to